GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Dobrodošli v podcastu GFML-jevci. V šolski radijski studio vsak mesec povabimo bivše dijake GFML, ki se nam predstavijo svojo zanimivo življenjsko potjo. V novi epizodi sem z vami Emilija Šebek, ob mikrofonu pa se mi je pridružila Urška Kunčič. Pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Urška Kunčič je magistra socialne gerontologije in doktorska študentka te vede. Je vzgojiteljica in prostovoljka, ki je v času epidemije koronavirusa lajšala bivanje oskrbovancem doma starejših občanov Ljutomer. Gospa Kunčič, na GFML ste obiskovali program predšolska vzgoja. Vaša razredničarka je bila Mojca Vizjak Horvat. Kakšne spomine imate na srednješolska leta? Ste kakšno ušpičili? Na srednješolska leta imam zelo lepe spomine. Bilo je veliko dogajanj, imeli smo se res super tudi sošolci in moja razredničarka Mojca je bila odlična učiteljica, vzor res tudi sedaj za naprej, veliko nas je naučila. Seveda pa smo tudi kakšno ušpičili, te hormončki v najstniških letih so posebni in ja, lepi spomini na srednješolske dni. V srednji šoli ste kar nekaj časa preživeli tudi na praksi v vrtcu. Kako je bilo delati z otroki v vrtcu? Kaj vam je bilo najlepše in najtežje takrat? Ja, veliko smo preživeli v vrtcu, bilo mi je super, saj me je delo z otroki prav tako veseli. Veliko sem se naučila tudi za svojo življenjsko pot, drugače plešem že tudi od malih nog in pomagam v plesni šoli tukaj pri nas v Pomurju in mi je to doprineslo veliko v tem pogledu, no, tako da neko sodelovanje z njimi, kako se vklopiti v ta njihov mali svet in ja, veliko pridobiš s prakso, tako da super je to, da ni samo teorija. Kdaj je v vas dozorela ideja, da bi študirali socialno gerontologijo? Gerontologija je namreč veda, ki se ukvarja z biološkimi in sociološkimi vidiki staranja. Vaše izkušnje pa so takrat slonele na delu z otroki. Kdaj vas je pritegnilo delo s starostniki? V bistvu že od nekdaj, ampak nekako sem začutila to v srednji šoli, da bi se rada mogoče v drugačno smer usmerila. In ni mi žal, res sem se v tem našla. Delo s starejšimi odraslimi me zelo veseli, v tem uživam, rada imam te inovativne pristope, principe in na tem temeljim, ker kot vemo, vedno več je starejše populacije in še bo tudi pokazalci in smernicah, ki kažejo za naprej, tako da ja, je pomembno in je definitivno socialna gerontologija poklic prihodnosti. Opazite kakšne podobnosti med delom z otroki in delom s starostniki ali gre za popolnoma različne pristope in načine dela? Pa se najde tudi kakšne podobnosti, pač pomembno je, če veš delati z otroci, potem seveda tudi s srednjo generacijo starejšimi je nekako vse povezano in jaz pravim tako, da ko se rodimo, se začnemo starati in vsako obdobje je pomembno, da ga zajamemo tako, kot je in da krepimo to, kar smo in da potem tisto obdobje v starosti postane lažje. Ni toliko vsega, ker marsikdo premlevajo, zakaj ono, tretjo, ko sem bil mlajši v srednjih letih, če pa nekako to zajamemo kot celoto, pa čisto drugače. Seveda so drugačni principi in pristopi, to je definitivno, ampak seveda pa nekako moraš z obeh vidikov zajeti tisto, da je celota. V uvodu sem omenila, da ste v času epidemije koronavirusa, ko je bilo ravno najtežje v domovih za ostarele, prostovoljno pomagali v Ljutomerskem domu starejših občanov. Kaj vas je motiviralo za to dejanje? Dejansko je bilo zelo to tako zanimivo, nihče ni mogel verjeti, da grem tja prostovoljno, ampak nekako sem v sebi čutila, da nas starejši potrebujejo, da je to moj poklic, imam dovolj znanja takrat, ne za tisti čas. Ni me bilo nekako strah, ampak sem čutila, da je to moja pot in da grem v to, koliko bom le znala, da bom pomagala in
jaz vedno tako pravim, nekoč so bili starejši vnaki za nas tudi v vojnem času ali v različnih krizah ali kakorkoli, da smo mi sedaj odrasli. No, zdaj smo pa mi vnaki bili za njih in še smo. Kako pa je mogoče potekalo delo v domu starejših občanov? Ja, bilo je zelo pestro, vedno je nekaj novega, drugačnega, seveda je neka tista rutina, pa to, ampak so dogodki in stvari. Tudi v tem času COVID-a je bilo zelo tako raznoliko, saj so se spreminjali recimo navodila, krizni načrti, to vsak dan, včasih vsako uro, tako da je res bilo zelo tako nepričakovano vse, no, mogel si biti pripravljeno vse, ne, in to je bilo različnih smernic postavljenih fulne in tu recimo za starejše, tudi za zaposlene je bilo težko obdobje, ne, tako da res poklon vsem, ki so takrat povsod po Sloveniji, po svetu delali v teh razmerah, pa tudi ostali, ne, saj na vse je vplivalo, ne. Kakšna pa je bila reakcija starostnikov, ko so v bistvu prišli prostovoljci v dom in pomagali? Ja, bili so zelo hvaležni, nekako pomirjeni, saj ni nas bilo veliko, ne, ker seveda nihče ni vedel, kako bo to, kaj to prinaša. To je dejansko bila neka neznanka, ampak so bili zelo, zelo hvaležni, no, to pa moram priznati. S kakšnimi dilemami pa ste se srečevali takrat? Bilo je zelo težko, prisotnega je bilo recimo pri stanovalcih veliko strahu, tudi recimo niso videli svojcev, ne, po ne vem koliko časa, in jaz sem probala recimo tu pri nas v Ljutomeru v domu vzpostaviti stike preko tablic, telefonov in da se je nekako ta tehnologija vklopila, tako da ja, nekateri so se videli tudi zadnjič preko tega, ampak in je veliko pomenilo, tudi če je bilo tistih 5 minut in je bilo zelo lažje in tudi nekako tisti pristen pristop do njih in je pomenil zelo veliko pa tudi svojcem, ne, eno in drugo. Se še vračate v dom starejših občanov? Ja, še se, trenutno sem še v teh vodah tudi nasploh, ne sicer tu, ampak sedaj se malo vse tudi spreminja v naprej, me pa veseli vedno in kadarkoli me povabijo ali pa če pridem tak z veseljem in nikoli mi ni problem, še posebej za stanovalce, tudi svojci, če se srečamo, kakšno rečemo, če karkoli potrebujejo, sem tu tudi za ostale zaposlene in kolege, ki smo sodelovali skupaj. Pri delu s starostniki se srečujete tudi s smrtjo. Danes se zdi, da je to tabu tema. Mnogi se težko soočajo z izgubo bližnjih. Kakšen odnos pa imate vi do smrti? Ja, res je, smrt je za marsikoga zelo tabu tema, še danes dan. Saj vemo, da smo vsi minljivi in težko je to razumeti in tudi tu recimo vidiš mogoče čist drugega vidika te smeri, ko je na službenem področju najhujše takrat, ko se ti zgodi recimo doma oziroma od bližnjih, ne, čisto drugače dojemaš. Ampak jaz vem, da vedno probamo dati vse od sebe, se potruditi saj z mojega vidika in to me pomiri in pač tisto pristnostjo pristopim do sočloveka takrat v najhujših trenutkih, tudi karkoli je potrebno, pomagam, da se stvar uredi in ni lahko, ti trenutki so zelo težki, je pa res, da eno ob drugem, če smo, veliko pomeni. Socialna gerontologija vas je tako pritegnila, da ste se odločili za doktorski študij. Predstavite nam temo, ki jo natančneje spoznavate in raziskujete. Ja, res je, to me je zelo pritegnilo in uživam na tem področju. Nekako sem se res našla v tem in moja tema zajema dejansko princip za življenje v 3. življenjskem obdobju.
potem medgeneracijsko povezanost in pa inovacije za starejše odrasle, ker mora seveda tema zajemati tako, da je pokrito za Slovenijo in pa tudi za tujino, ne. In te kakšne stvari, da se lahko pregledajo, pač doprinesejo pri nas in to mi je zelo pomembno. Omenili ste v bistvu medgeneracijsko povezovanje. Imate mogoče kakšen nasvet, kako bi to temo naredili še bolj aktualno? Ja, to mi je velik poudarek na moji poti, saj je pomembna ta povezava med mladimi in starejšimi. Tudi recimo na delovnih mestih, ne. Zelo je pomembno, da se vključuje tudi mlade. Kot sem prej poudarila, vedno več da starejših, tudi delovna doba pač je daljša in vse to potegne za sabo. Ampak je fajn, da se vključuje to, da nešče raste recimo z organizacijo, da je vključen v sam potek dela, ker potem se tako lahko nadaljuje vse. Tudi recimo ostalim je pomembno, da je eno z drugim povezano. Ta vidik mi je zelo pomemben. Glede domov pa bolnišnic ali kakorkoli enega in drugega področja, da je neka povezava mladih notri, mi je zelo pomembno. Tudi pri recimo stanovalcih ali pacientih ali kakorkoli. Ne vem, tudi na centri za socialno delo vedno je tako pomemben ta vidik, ne, tudi za prihodnje. Kaj pa menite o priložnostih mladih izobražencev v domačem prleškem okolju? Nudi to okolje dovolj perspektiv za zaposlitev ali je selitev v večja mesta ali celo tujino žal edina priložnost, da se mladi intelektualci uveljavite v življenju? Definitivno je potrebno na tem področju kar še delati. Se mi zdi, da kar odhaja mladi izven, recimo tu sedaj našega Pomurja pa to, ker ni toliko možnosti oziroma priložnosti, da bi lahko ostali tu oziroma se na nek način jih sprejme in da možnost, jih se podpira, spodbudi, ne samo včasih tudi zatira. Žal tako je, ne, ker pač vsak se bori za sebe, ampak saj nihče nikomu ne želi nič vzeti, ampak tisto skupno sodelovanje, da se gradi na tej poti, zato pa mogoče je pomembno, da se na tem začne delati čim prej. Kaj pa najraje počnete v prostem času? Doktorski študij zagotovo terja veliko energije, s čim si polnite baterije? Polnim si baterije predvsem s plesom, to mi zelo veliko pomeni, glasba, tudi kakšen shopping imam zelo rada, seveda malo ženska plat mora biti in pa druženje z družino, prijatelji, tako da ja, kakšen taki odklop ali pa obisk na morje, to mi pa da tisti zagon in energijo za naprej. Omenili ste glasbo, mislite, da bi se glasba lahko vnesla v vaše področje in pomagala starostnikom? Ja, glasba ima zelo velik pomen. Recimo tudi kakšne te terapije z glasbo pa to doprinesejo veliko pri kakih demencah ali pa kaj. In mogoče tudi podoživljajo kakšne te stvari. Recimo ena raziskava je bila narejena z eno od balet, ko je bila nekoč kot starejša sedaj in kako so ji dali recimo slušalke gor, je ona slišala glasbo, je začela delati gibe, čeprav je bila na invalidskem vozičku in saj je točno znala tisto koreografijo še od nekoč in to mi je bilo zelo fascinantno, tako da jaz mislim, da ful pomiri in ti da neki tisti pozitivni vidik in tudi za starejše odrasle je to pomembno. Na koncu pogovora vas prosim, če poslušalcem namenite kakšno navdihujočo misel. Dodala bom misel, ki se glasi, življenje je potrebno živeti in ne samo preživeti. Tega se zelo držim. Gospa Urška Kunčič, hvala, da ste se mi pridružili pred mikrofonom in z mano delili svoje razmišljanje. Želim vam uspešen študij in obilo veselja pri delu z ljudmi. Hvala. Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi prihodnji mesec. Priporočajte nas prijateljem, sorodnikom, znancem, komorkoli.
Adijo! GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomere.